Živijo. En lep kolesarski pozdrav. Čeprav je že april, je sramežljivih 9 stopinj Celzija in precej oblačno vreme. Med vožnjo pa vam bom povedal nekaj modrosti o hitrosti. Lahko mi verjamete, da je hitrost za kolesarje zelo pomemben podatek. Dokaz za to je dejstvo, da praktično vsak resen kolesar vozi s sabo na krmilu tudi kolesarski števec. Glavni podatek na števcu je pa hitrost. Hitrost praviloma odloča zmagovalca kolesarske dirke in je tudi glavna tema vsake kolesarske debate. Zdaj, če se vprašamo, kaj je hitrost, to je enostavno razdalja, ki jo prevozimo v neki časovni enoti. Naprimer, ko pogovorno rečemo 30 na uro, to pomeni, da bi v eni uri prevozili 30 km. Kako pa števec ve, da grem recimo 30 na uro? Moderni števci delajo preko GPS-a, se pravi podatek o lokaciji, na podlagi katerega recimo vsako sekundo odmerijo naš položaj, zračunajo vmesno razdaljo in na podlagi tega ocenijo hitrost. Taki navadni mehanski števci, ko ga imam jaz, imajo pa na špici senzor, ki s pomočjo magnetka pošilja impulze v števec. Števec pa mora vedeti, kakšen je obseg mojega kolesa. Na podlagi števila vrtljajev, ki se zgodijo v nekem času, in glede na to, da pozna obseg kolesa, lahko zračuna razdaljo in s tem hitrost. Ker je pri mehanskem števcu edini podatek število vrtljajev sprednjega kolesa, je za natančnost števca pomembno, da imamo čim bolj pravilno vpisan obseg sprednjega kolesa. Jaz sem svoj števec zmeraj nastavil tako, da se je končna razdalja ujemala s tisto razdaljo, ki mi jo je pokazala ročno narisana tura v aplikaciji Map My Ride. Če mi na števcu kaže 100 km, da sem tudi v resnici napravil 100 km. Kadar govorimo o hitrosti, jo ponavadi izražamo v kilometrih na uro, možno pa jo je povedati tudi v metrih na sekundo. In sicer moramo kilometre na uro deliti s 3,6, da dobimo metre na sekundo. 36 km na uro je 10 metrov na sekundo. Veste sami, da 36 na uro ni težko peljati. Marsikaj pa se lahko zgodi v tisti eni samcati sekundi na 10 metrih. Še posebej v mestu. Pri tekačih je tudi priljubljena mera hitrosti v minutah na kilometer. Ta pri kolesarjih ni tako popularna. Za ponazorilo lahko povem, 30 na uro pomeni 2 minuti za 1 kilometer, 20 na uro pomeni 3 minute za 1 kilometer. Tekač, ki gre 10 na uro, za 1 kilometer porabi 6 minut. Med različnimi kolesi, ki jih vidimo po cestah, je najhitrejša specialka, kjer ni popolnoma nič čudnega, če se kolesar sam na ravnini pelje 35 km na uro. To je hitrost, ki je za katero drugo kolo že skoraj nemogoča, pri specialki se pa takrat šele začne navijanje. Lahko vidite profesionalce v kakšnem ciljnem šprintu, ko potegnejo na ravnini tudi do 70 na uro. Tudi pri vzponih je specialka zelo hitra, saj ima najbolj trde prenose, tako da so tudi najmehkejše brzine že dovolj trde za doseganje višjih hitrosti. Pri ostalih kolesih je na voljo še precej mehkejših brzin, ki potem prisilijo kolesarja, da pelje bolj počasi. Moja udobna hitrost na ravnini brez vetra je dobrih 30 na uro, tam do 33-34. Pri spustih grem do dobrih 60, na klancih pa kakor je, odvisno od naklona. Evo, glej, tukaj so pa gosenice borovega prelca. Ja, in tako potem pridemo do koncepta povprečne hitrosti, namreč med vožnjo naša hitrost variira od počasne na klancih do hitre pri spustih. Povprečna hitrost je tista, s katero bi morali voziti ves čas enakomerno, da bi na koncu tisto pot prevozili popolnoma v enakem času.
Povprečna hitrost na eni sami vožnji ni tako zelo pomembna, ker je čisto odvisno. Če grem na Sveto Goro, sem prepričan, da skupaj s spustom navzdol bo moja končna povprečna hitrost tam okrog 15 na uro. Če pa grem v Italijo po ravnini do morja in nazaj, bo pa povprečje tudi 30. Povprečna hitrost mi je pomembna na dolgi rok, recimo na letnem nivoju. Če gledam statistiko za letos, sem prevozil 1560 km, za vožnje sem pa porabil 63 ur. To pomeni povprečje 24,7 na uro. Moj cilj na letnem nivoju je pa 25 km na uro. Pri tem upoštevam tudi to, da gledam na letnem nivoju, da bom imel vsaj 1% višinskih metrov glede na razdaljo, tako da imam letos že tudi 15.000 višincev. In če še upoštevate, da vam to govori Abraham, ki je že eno leto nono, potem je ta rezultat popolnoma ok. Hvala. Vaš aplavz je več kot dobrodošel. Kraška škratova dežela. Gremo dalje. Povprečna hitrost na kratki rok mi služi samo kot motivacija. Če recimo prepletem z Krasa dol s povprečjem 26,8, potem bom sigurno navijal do Nove Gorice, da pridem na 27. Pravzaprav pa iste trike uporablja tudi Strava, naprimer, ko te spodbuja, da čim hitreje prevoziš nek segment. Ker nam, rekreativnim kolesarjem, je seveda lepo, da gremo v naravo in se vozimo, radi pa tudi malo navijamo, jo treniramo in napredujemo. Kadar jaz razlagam o povprečni hitrosti, zmeraj govorim o neto povprečju. Upoštevamo prevoženo razdaljo in samo tisti čas, ko se je specialka premikala. Obstaja tudi bruto povprečje, če bi gledal na uro, ko grem od doma, in časovno razliko, ko se vrnem nazaj domov. Tam bi bili všteti tudi vsi postanki, vsi selfiji, ves zapravljen čas, povprečje bi bilo pa občutno nižje. To smo lepo videli, ko smo vozili prvi goriški brevet, 200 km, zjutraj smo štartali na pot in zvečer so pogledali na uro, ko smo se vrnili nazaj. Če ti voziš 200 km in se vrneš čez 10 ur, je bruto povprečje 20 na uro. Pa ne glede na to, da smo mi vmes bistveno hitreje vozili. Na internetu sem videl tudi tekmovanja v najpočasnejši vožnji, kot da bi rekel en krog okoli stadiona v eni uri. Vožnja zgleda približno tako, kot tisti, ki na rdeči luči noče stopiti dol s kolesa. Pravilo je samo, da ne stopiš na tla in da v nobenem trenutku ne pelješ nazaj po progi. Če se vam zdi, da niste dovolj hitri, mogoče najdete nišo pa v tem segmentu. Najvišje hitrosti tako na cesti, če vprašate profesionalne kolesarje, 110, 120, 130 na uro, na kakšnem lepem spustu v Švici, Avstriji ali pa Kaliforniji, kjer so ceste široke, relativno varne. Jaz osebno sem šel največ 72 na uro, več kot toliko me je pa strah. Morate pa enostavno občudovati profesionalce, ki odpeljejo kakšen kronometer s povprečjem 50 na uro. Jaz sem enkrat iz Trnovega, ki je na nadmorski višini 700 metrov, se spustil v Novo Gorico, na vrhu sem dal števc na nič, od spodaj sem imel pa povprečje 49,5. Niti 50 nisem dosegel, pa gre cesta skozi dol. Toliko o povprečju teh norcev na kronometrih. Zdaj, če hočete iti na kolesu hitro, pa če treba močno poganjati, krmilo primiti čim bolj spodaj, se nagati naprej v aerodinamično obliko in akcija. Dosti vaje in bo šlo. Pri kakšnih ovinkih pa pazite, da bo tista noga, ki je na notranji strani ovinka, dvignjena od tal, da ne podrsate po tleh in padete. Dajte pa tudi paziti na pravilno držo krmila, držite ga s palcem od zadaj. Saj vem, včasih roka hoče počivati in samo naslonite dlan, ampak če bo v cesti kakšna luknja, nepravilnost, kanalizacijski jašek, vam pa lahko lepo odbije roko dol s krmila. Zato zmeraj palc od zadaj. Tukaj bom jaz svoj krog zaključil. Želim vam srečno vožnjo, previdno, vozite po pameti. Jaz sem danes naredil 81 km v 3 urah in 8 minut, se pravi povprečje 26 km na uro. Za nonota je to kar dobro, ne? Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.